Prihod kapitalizma in množične potrošnje v države nekdanje Jugoslavije je povzročil, da praznik obeležujejo verniki, pa tudi ateisti in vsi tisti, ki se z vere v privatnem življenju pravzaprav ne srečujejo. V pravici povedano je velika noč pravzaprav praznovanje pomladi. Seveda cerkev je to prepletla s svojim izročilom in to pogansko, predkrščansko izročilo je s krščanskim izročilom danes tako močno prepleteno in povezano, da pravzaprav se ne da več ločiti eno od drugega. Ampak v naravi človeka je, da ko je teh dolgih zimskih noči konec, ko se mraz zaključi, ko je spet bolj svetlo, ko ptičke pripevajo, ko se prva zelena trava pokaže, začuti neko veselje, neko radost in to obeležuje z različnimi prazniki že pravzaprav od pradavnine. Vse kaže, da je tudi hiter tempo vsakdanjega življenja, ko si težko vzamemo veliko časa za druženje z bližnjimi, krivec, da krščanske praznike izkoristijo tudi tisti, ki v cerkev drugače ne zahajajo. Praznik po etimologiji pomeni prazen dan, to pomeni dela prazen dan in ta dan je potem treba zapolniti na drug način, to je z druženjem, z družino, z vzpostavljanjem nekih vezi, za katere, kot ste omenili, morda med nekimi delovniki, med vsakdanom nimamo toliko časa. Pravzaprav tudi zato, da se gneča v cerkvah pojavi zgolj ob tistih večjih praznikih, obstaja razlaga. Če pred 100 leti še ni bilo niti televizije, niti radija, niti ničesar, s čimer bi si ljudje zapolnili čas, imamo danes en kup medijev, ki nam jemljajo pozornost in čas. Zato pravzaprav cerkev na nek način lahko vesela, da še hodimo v cerkev za velike praznike, da si vsaj takrat vzamemo čas, se utrgamo z raznih naprav in se sprehodimo do cerkve in tam pravzaprav se spomnimo naših korenin, naše preteklosti, naše tradicije. Vpliv moderne družbe in spreminjanje človeških navad se prav tako pozna tudi pri tradicionalnih verskih praznikih. Mogoče v zadnjem desetletju, ko je zelo pomembno, kaj jemo, bolj kot kako jemo, so se stvari spremenile v malo nepredvidene smeri. Zdaj so moderni veganski žegni, torej meso nadomeščajo tofuji, potice niso več pečene, ampak so presne, materiali so drugi, zdaj so recimo kokosove potice, čokoladne potice, to seveda s tradicionalnim slovenskim velikonočnim žegnom nima nobene veze. Je pa to ena od transformacij praznika. Kljub postopnemu spreminjanju vsebine praznika, kar je po besedah Cviklove popolnoma običajen pojav in različnih načinih prehranjevanja, na primer nekateri ne jedo mesa, pa vendarle ostaja nekaj nespremenjeno. Na mizi morajo biti pirhi. Prva jajca so k velikonočnemu žegnu nosili ljudje že v 4. stoletju. Ampak cerkev nad tem njihovim dejanjem ni bila najbolj navdušena, ker je v tem videla preveč poganskih vsebin notri. Šele v 12. stoletju so v Evropi začeli jajca tudi blagoslavljati. Za Slovenijo pa imamo dokument iz 14. stoletja, kjer so v nekem samostanu v Radljah na Koroškem nune dobile za veliko noč vsaka eno jajce. Jajce je namreč globalni simbol življenja, simbol novega življenja, rojstva, ponovnega rojstva in tudi simbol nastanka sveta. Je že od pradavnine znamenje rodovitnosti novih začetkov, kamor štejemo tudi pomlad. Samo krašenje jajc pa se je začelo konec 18. stoletja, kontinuirano pa od 19. stoletja dalje. Jajca so sprva samo barvali, največkrat v rdečo barvo, ki v krščanstvu simbolizira Kristusovo kri.